Lepo pozdravljeni in dobrodošli v novi oddaji Začnimo teden z Lili Sorum. Danes se bomo pogovarjali o tem, kaj pravzaprav numerologija vendarle je. Ko sem jaz davnega leta 2003 pričela z vedo o številih, ko sem se s tem spoznavala in pričela profesionalno ukvarjati, je bila večina vaših vprašanj bolj primernih za vedeževalko. Torej, numerologija ni prerokovanje, jaz ne moram vedeti, kaj se bo zgodilo, jaz ne moram vedeti, a ste temu fantu všeč, a ona punca res za vami gleda, kdaj se boste poročili, koliko otrok boste imeli. Je pa res, da imam sicer zelo razvito intuicijo in da včasih dobivam v svetovanju 1 na 1 z vami prebliske in uvide in dodatne informacije, ki pa ne temeljijo izključno samo iz numerologije. Torej, kje nam lahko numerologija sploh pomaga, če nam vendarle ne more povedati dobitne kombinacije na loteriji? Tudi to ste me velikokrat spraševali na začetku moje poti, presenečeni bi bili kolikokrat. Torej, kje in kako nam lahko pomaga ta tisočletja stara veda, ki je bila v davnih časih zelo cenjena, pravzaprav vse povsod. Torej, numerologija ni bila poznana samo na vzhodu, poznana je bila tudi na zahodu. Mnoga indijanska plemena še danes negujejo vedo o številih na malo drugačen način, kot recimo sorodni vedi Feng Shuja. Torej, če so jih takrat tako zelo spoštovali, častili, številom so pisali pesmi, so jim pisali ode, vendarle nekaj na temo bo, a ne? Ampak kaj? Torej, ena stvar so osebna števila. Ta se izračuna iz imena in priimka ob vašem rojstvu. Vedno gledamo ime in priimek ob rojstvu, torej, drage dame, od vas potem vedno zahtevam tudi dekliški priimek. Kaj pomeni sprememba imena, smo v naših oddajah že povedali, poiščite jih na YouTubeu ali na moji spletni strani. Ali lahko otročku izberemo napačno ime, me včasih vprašate? Ne. Verjemite mi, zdaj se pa že praktično 20 let ukvarjam s tem, zelo veliko svetovanj imam pred rojstvom otroka. Običajno pri vseh teh kombinacijah, ki mi jih vi predlagate, se pokaže rdeča nit. Torej, ko jaz računam osebna števila, pa lekcije, pa karmične zapise, pa vse te stvari, ki jih lahko izračunam, se meni kot numerologu izlušči rdeča nit, zato se mnogokrat vprašali, mi smo samo kurirji, mi samo dostavimo to dušico na svet, ki si je mnogo prej izbrala svojo pot. Torej, ne morete dati otroku napačno ime, jaz sem velik zagovornik tega, da je treba poslušati mamico in njen notranji občutek. Zgodilo se mi je tudi že, da je gospa rodila, me poklicala in reka, ne, temu otroku ni tako ime, to ime mi prosim poglejte. Torej, življenje, tke različne zgodbe, numerologija pa je tista, ki nam lahko pomaga pri razumevanju teh zgodb. Se pravi, tudi ko se otroček rodi, ni prezgodaj za numerološko analizo, kajti lahko vse te stvari, pri katerih nam numerologija pomaga, prepoznamo čim prej in lahko tej dušici in tej osebnosti na poti pričnemo pomagati pa takoj, ne potem šele v najstništvu in tako naprej. Torej, ena stvar, ki smo rekli, so osebna števila. Osebna števila se izračuna iz kombinacij različnih formul, upošteva se ime in priimek ob rojstvu in rojstni datum. Ne bi se poglabljala v formule, ker imamo pol ure popolnoma premalo časa, torej vsaka črka našega imena, našega priimka in tudi sicer vsaka črka, kot vidite, ima svojo numerološko vrednost. Zato lahko izračunamo vibracijo naslova. Lahko izračunamo vibracijo naziva podjetja, lahko izračunamo vibracijo česarkoli, trgovske znamke, znamke avtomobila, kreme za obraz, česarkoli. To je velika razlika med numerologijo in njej morda podobno vedo astrologijo ali džotišem ali tarotom. Se pravi, čisto vsaka črka, se pravi vsako ime, vsak naziv ima svoj numerološki izračun, kajti vsaka črka ima svojo vrednost. Ja, mi kuja nimamo, Ž, Š in pa Č pa vidite, da imajo enako vrednosti kot C, S in Ž. Torej, ko izračunamo 5 osebnih števil, pravzaprav upoštevamo naš rojstni datum, naše ime. Kaj zdaj izračunamo? Število življenjske poti verjamem, da že poznate, velikokrat ga omenjamo tudi v naših oddajah, to je seštevek našega rojstnega datuma. To je le eno izmed 5 osebnih števil. Kajti, ko vi pridete k meni in rečete, jaz vem, da je moja številka 3, ste mi pravzaprav povedali samo eno od osebnih števil. Je res, da nekateri numerologi menijo, da je najpomembnejše, kajti število življenjske poti, torej rojstni datum, se nikoli ne spremeni, medtem ko ime in priimek lahko spremenimo, ampak s tem, pozor, ne bomo povozili nikoli naših originalnih zapisov. Torej, če ostanemo zdaj pri rojstnem datumu, seštevek našega rojstnega datuma nam pove, kaj nam je prirojeno, kakšna je naša življenjska pot, na katero pot nas bo življenje
slej kot prej samo postavilo, če se jim mi upiramo. Torej poznamo ljudi, ki so morda izjemno talentirani slikarji, strašno obdarjeni plesalci, pa živijo življenje nekoga zelo dolgočasnega, nočem izpostaviti nobenega poklica. Torej, mnogokrat poznamo ljudi, ki so izvrstni v enih stvarih, pa živijo življenje drugače, seveda imajo do tega pravico, ampak vedeti je, da slej ko prej bo to število življenjske poti rekla, hopce, fizel, pridi ti zdaj malo sem, rodil si se za nekaj drugega. Torej, to so stvari, naši darovi, naši talenti, ki so nam samoumevni, zato jih običajno ne prepoznavamo pri sebi. Zato je običajno naš komentar, to ni nič kaj takega, to vsi znajo, jaz nisem čisto nič poseben. Torej, tu nam zelo pomaga razlaga tega števila pri izbiri poklica, izbiri študija, predvsem pa tudi izbiri naše poslovne poti kasneje v življenju. Se pravi, če se boste odločili izmed dveh služb, dveh poti, dveh izbir ljudi v svoji bližini, nam lahko število življenjske poti zelo pomaga razumeti, v katerem okolju bomo mi lažje uspeli, ker nas bo pri naših talentih podpiralo. Potem imamo število usode. To je seštevek imena in priimka in nam razkriva naše poslanstvo. Zdaj, numerologija pravi, da je v bistvu naše poslanstvo tista energija, ki jo mi oddajamo. Se pravi, se običajno ne zavedamo najbolj. Nas morda celo malo preseneti, da nas ljudje tako, kot takšne dojemajo. To je energija, ki jo sijemo. No, vsi poznamo ljudi, ki so mogoče vedno slabe volje, pa zmeri so tako, kar tako dol nas malo potegnejo. Ali pa ljudi, ki so vedno pozitivni, ne glede na to, kako se počutijo, so vedno umirjeni. Ljudje smo si različni. Zagotavljam pa vam, da če bi pogledali njihovo število usode, bi tam našli točno takšen opis, kot vi njih doživljate in njihovo energijo, ki jo dajo. Torej, kaj je naše poslanstvo? Darilo človeštvu, to, kar mi darujemo. Darujemo pa lahko konstruktivno v pozitivni smeri ali pa destruktivno v negativni smeri. In vsi smo kdaj boljše in slabše volje, saj smo vendarle le ljudje. Število usode pa nam pomaga razumeti, na katerem področju bomo uspeli brez truda. Torej, število življenjske poti je pot, ki jo prehodimo, prinaša izzive, prinaša učenja, prinaša situacije, v katerih ugotavljamo, da smo ga mogoče malo kiksnili, kljub temu, da smo talentirani. Število usode pa nam razlaga, kje dosegamo uspeh brez truda, kajti to je energija, ki jo mi oddajamo. Zato, če smo po številu usode nekdo, ki zna biti zelo negativno nastrojen, tudi vplivamo na okolico mnogo bolj negativno, kot bi sicer. Torej, če vas zanima vaše poslanstvo, kaj je vaša vloga v svetu, kaj si je vaša duša izbrala kot njeno poslanstvo, kot njeno darilo, temu zavedanju, v kateremu smo zdaj, človeštvu, svetu, vaši okolici, bo tu ležal odgovor. Število duše, tisto, ki nas običajno zelo zanima, na moji spletni strani je tudi podrobneje razloženo, kako ga izračunamo, kaj to za vas pomeni. Cilja pa seveda na naše partnerske odnose, na naš odnos samim seboj, kakšnega partnerja potrebujemo, kakšen partner smo in kaj je tisto, kar naša duša potrebuje. V mojih 20-letnih izkušnjah moram reči, da razvijam počasi teorijo, katero število duše je nagnjeno k narcizmu in k čustvenemu manipuliranju. V zadnjem času se zelo veliko govori o tem, o čustvenih vampirjih, vedno pa sem zagovornik, da to je le število. To pomeni, da je ta oseba lahko nagnjena k temu, ni pa nujno takšna. Morda se je takšna rodila, je te izzive predelala in imamo na drugi strani lahko zdaj čustveno zrelo osebo ali mnogo zrelejšo, kot je bila v mladosti. Nikoli ne bom rekla, ta oseba je takšna pa takšna, ker je tukaj tako pa tako. Numerologija uči, da imamo svobodno voljo. Se pravi, rodimo se lahko s fantastičnimi števili, z obilico darovi, talenti, posebnostmi, pa če jih mi ne negujemo, pa če jih mi ne živimo, nam to prav nič ne pomaga. Torej, jaz pravim, da vedno je treba biti z nogami na tleh, vedno je treba biti življanski, ne nekoga samo zato, ker je v podznaku to, ker ima to, ker ima uno, ker ima tretje, običajno malo več vemo na splošno v astrologiji. Torej, ne samo zaradi nekih izračunov se oddaliti od osebe, se pa zavedati, na kaj je potrebno biti pozoren. Torej, točno v tem primeru, če boste prišli k meni na svetovanje in bom jaz videla, da pri drugi osebi, za katero vas zanima, so se izrazila neka taka nagnjenja, bom rekla, bodite pazljivi na to, pa na to, pa na to. Dobrodošlo je, da se te stvari, preden stopite v resno zvezo, razčistijo, oziroma tudi, če pridete k meni, pa ste z nekom že 20 let v zvezi, ne bom nikoli rekla, ta oseba ni prava za vas. Ne bom nikoli rekla, ta oseba je slaba za vas.
bom pa rekla, ta oseba je različna od vas v temu, temu in vi se rabite odločiti, ali je to za vas še vedno sprejemljivo ali ne in kako razumeti osebo, ki je vam zelo drugačna. In kako razumeti sebe, če ste vi od te osebe zelo drugačni. Torej, kot vidite, število duše nam običajno ponudi ogromno pogleda tako vase kot v druge. Znova bom rekla, tudi pri vzgoju otrok je to pomembno, kajti način, kako mi čustvujemo, je velika verjetnost ni enak načinu, kot čustvuje vaš otrok, vaša mama, vaš oče, vaš šef, vaš partner in tako naprej. Torej, število duše nam ponudi resnično zakladnico nasvetov, ko govorimo o medsebojnih odnosih in o tem, kaj naša duša potrebuje, kajti mnogokrat vemo, kaj rabimo na fizični ravni, na mentalni ravni, pa redke je, kaj rabimo na duhovni in na srčni ravni. Torej, število duše, bomo rekli, je zakon, a ne? Imamo še število osebnosti, tudi število osebnosti je zanimivo. Namreč pomaga nam razumeti sliko, ki jo mi oddajamo v svet. Prvi vtis, ki ga mi pustimo. Seveda nam potem lahko pomaga pri tem, da razumemo, zakaj prihaja do nesporazumov, zakaj nas narobe razumejo, zakaj mi hočemo povedati, da tale grm je tako lep, pa nas razumejo, da ga kritiziramo. Če se ujamete, da mnogokrat rečete, nič slabega te nisem hotel ali pa nisem hotela, je velika verjetnost, da se v številu osebnosti skriva kakšen nasvet, kako svojo komunikacijo samo malo prilagoditi. Tudi o številu osebnosti smo v naših oddajah že govorili, pobrskajte malo po mojem YouTube kanalu ali po moji spletni strani. Zelo nam pomaga razumeti, kaj je tisti prvi vtis, ki mogoče ni najboljši in kako lahko to energijo, ki pa sicer ni naša, ampak jo drugi dojemajo kot našo, uporabite sebi v prid. Torej, ko govorimo o številu osebnosti, govorimo o opisu sebe, v katerem se običajno ne najdemo, kaj ti opisuje našo vlogo v svetu, naš odtis v svetu. Seveda smo mi mnogo več kot le ena vloga. Ena vloga je mama, ena vloga je oče, ena vloga je prijatelj, sosed, sodelavec, stranka v trgovini. Mnogo vlog igramo v življenju. In na zelo različnih čustvenih nivojih jih igramo. Število osebnosti nam pomaga razumeti, kaj je tisto, kar ljudi pri nas zmoti in kaj je tisto, kar pa mogoče ljudje menijo, da mi smo, pa nismo. Se pravi, če damo nek tak klasičen primer, marsikoga morda okolica dojema kot zelo trdnega, kot zelo odločnega, kot zelo močnega, pa se ta oseba morda ne počuti tako. Ampak če ve, da okolica njo ali njega dojema kot supermana, bo v določenih situacijah, ko se bo počutila ta oseba ogrožena, znala sebe potolažiti na način, okolica te vidi kot močnega. Se pravi, te ne vidi kot nekoga, ki vabi zlorabo k sebi. Tudi število osebnosti, kot vidimo, je pomembno. In na koncu imamo še število zrelosti. To pa je pravzaprav seštevek našega rojstnega datuma, imena in priimka in kot že samo ime namiguje, opisuje naša zrela leta. Torej sproži se v drugi polovici našega življenja oziroma ko imamo za seboj že nekaj takšnih izkušenj, ki so nas že nekaj naučile, združuje naše talente, naše poslanstvo, tisto, kar nam je bilo prirojeno in tisto, česar smo se naučili, se pravi pot, ki smo jo prehodili. Mnogokrat, kar se zgodi, je, ko se to število aktivira, če ni v harmoniji s preteklimi, se pravi z ostalimi števili, ki sem jih naštela, se ta oseba začne pri tej aktivaciji obnašati zelo drugače. To bi jaz povezala s krizo srednjih let. Torej, ko vidimo, da neke vrednote več niso iste, neke prioritete več niso iste, ko se začnemo obnašati zelo drugače, je predvidevati, da govorimo o osebi, ki ima število zrelosti drugačno od tiste, bom rekla mogoče malo ponesrečeno, številske zasedbe, s katero je delovala do takrat. Namiguje pa nam veliko o času naše starosti. Se pravi, tukaj se bo mogoče lahko pokazalo, da vas sreče v partnerstvu čaka šele v drugi polovici življenja, morda celo tudi družinsko življenje, nekateri bodo zelo karierno usmerjeni v začetku življenja, pa bodo svoj mir in družino našli kasneje ali ravno obratno. Imajo število zrelosti 8, kar pomeni, da bodo vedno aktivni, vedno bodo dajali od sebe, vedno bodo nekako še stremeli k uspehu in napredku, se pravi, se ne bodo doma zasedeli, gledali televizijo in ne vedeli, kaj bi počeli sami seboj. Torej, veliko informacij nam naših 5 osebnih števil poda. Jaz temu rečem, da se rodimo s navodili. Resnično nam življenje da navodila za uporabo, kot tuna e-ankoda, ki jo poskeniramo in potem preberemo. Zato pa so vede, kot je numerologija, kot je astrologija, kot je džotiš, kot je tarot, kot so vse te starodavne, nekoč zelo čaščene in spoštovane vede, dragocene, kajti pravzaprav nam pomaga razumeti sebe. Poleg teh 5 osebnih števil, ki so zelo pomembne, ki se tudi recimo pri spremembi imena spremenijo,
pa imamo tudi življenjske lekcije. To pa je naše učno gradivo. Ne glede na to, ali vi verjamete v reinkarnacijo ali ne, verjamem, da se lahko strinjamo, da se vsi v tem življenju nečesa učimo. Zato poznamo osebe, ki denimo jim partnerstvo gre super, so se poročile pri mladih letih, so šli mogoče v zakonu, sem pa kaj čez kakšno krizico, kdo pa ne, ampak načeloma je partnerstvo v redu, štima. So osebe, ki jim gre posel super, ko so se rodile pravzaprav že zato, da so uspešne, ko so delale že v vrtcu, skoraj da mogoče malo pretiravam, torej so osebe, ki jim gre organizacija, učinkovitost in te stvari kot po maslu. So osebe, ki so rade same, so osebe, ki rade meditirajo, se duhovno razvijajo, ne rabijo trušča, ne marajo nekega, bom rekla, glasnosti in tako naprej. Ljudje smo si različni. Torej, osebna števila nam pomagajo razumeti naše karakteristike, naše potrebe, življenjske lekcije, pa nam razlagajo, česa se učimo, se pravi, tega ne znamo, se pravi, tukaj ga bomo polomili, pa ne enkrat, dvakrat, šestkrat. Ko smo šli v osnovno šolo, ko smo se začeli učiti matematike, verjamem, da nam ni šlo sam takole, ali tujega jezika, ali kemije, ali zgodovine, ali geografije. Pač naši zapisi so si različni, zato so tudi naša zanimanja različna, zato nam določene stvari ležijo bolj, druge manj. Pomembno pa je razlikovati, kaj je lekcija, kaj je tisto, česar se učimo, zato to ne znamo, zato nam gre mogoče malo bolj počasi. Kaj pa je karma? Torej, karmični zapisi pa so tisti, ki nam razložijo, kje smo ga pobiksali v prejšnjem življenju in kje dejansko potrebujemo uravnovešanje energije. Torej, numerologija pravi, da karma ni prekletstvo, ni kazen, ni nekaj zloveščega nad vašo glavo, ki vas bo vedno blokiralo, sabotiralo in onemogočalo, da bi bili vi srečni. Ne. To je izgovor, ki smo si ga ljudje našli, zato da nam ni treba pogledati vase in prevzeti odgovornosti. Bom ponovila, ne glede na to, ali verjamete v reinkarnacijo ali ne, karmični zapis meni v vseh teh 20 letih, v katerih veliko delam ena na ena z vami, pove, kje se bo življenje kompliciralo vedno znova, zato ker se nečesa učite. A temu rečemo karma, a temu rečemo karkoli drugega, je popolnoma vseeno. Dejstvo ostaja, da to so situacije, odnosi, učenja, nauki, ki se bodo ponavljali. Lekcije so približno tako, ko gremo v šolo, pa se učimo neko snov, pa dobimo sem pa kaj špon, ni drame. A ne, na koncu leta zvozimo. Če pa tega ne počnemo, pa govorimo o popravnem izpitu, ki se običajno odvije na koncu leta, snovi je veliko več, zahtevnosti je veliko več, tudi profesori so običajno nekoliko bolj strogi. Jaz ta primer rada uporabim za razliko opisa, kaj je lekcija in kaj je karma. Torej, karma nas ne spusti iz rok. Karma se bo ponavljala, se pravi ne karma, ampak te situacije, se pravi pridemo do tega, da imate občutek, da ste v začaranem krogu. Prvi partner je bil tak, drug partner je bil tak, kaj narobe delam, da take ljudi k sebi privabim. Prva služba je bila taka, druga služba je bila taka, nikoli se nekako ne ujamem, odnosi niso v redu. Fizično zdravje. Jaz ne moram vedeti, kaj bo bolezen, lahko pa vem, da če ne boste ravnali po nekih, bom rekla, usmeritvah, se lahko težja bolezen zgodi ali poškodba. Se pravi, numerologija ni prerokovanje, jaz ne bom rekla, aha, veste kaj, gospa, pri 33 letih se vam obeta možnost levkemije, ampak lahko prepoznam iz karmičnih zapisov, da bo morda težje osnovati družino, se pravi, k meni veliko hodite tudi z vprašanji, kdaj bom zanosila, kdaj je najboljši čas za zanositi. Obenem se lahko vidi, ali se bodo določene posledice slabšega ravnanja, neodgovornega ravnanja pokazali ravno na področju zdravja ali na partnerskem področju. Se pravi, karmični zapisi nam pomagajo razumeti, zakaj neke stvari nam vendarle ne grejo od rok, česa se učimo in kako iz tega priti ven. Kajti nismo se rodili zato, da bomo zdaj 17 življenj trpeli. Nismo se rodili zato, da nas bo zdaj vsak partner prevaral. Nismo se rodili zato, da bo šla vsaka služba k vragu. Ampak da se učimo, se pravi, numerologija uči, da imamo svobodno voljo, se pravi, lahko se rodimo z vsemi božjimi talenti in pod najbolj srečno zvezdo, ampak če sami sebe sabotiramo, bo tudi to najbolj srečno zvezdo prekrilo oblačno nebo, oziroma lahko se rodimo pod zelo negativnimi vplivi, zelo malo možnostmi uspeha, pa triumfiramo. Lahko pa nam to razumevanje, kaj je karma, kaj so lekcije, kaj so naši darovi, kaj naše poslanstvo pomagajo pri temu, da najdemo pot naprej, da razumemo, zakaj se nam stvari komplicirajo in ker se meni zdi najbolj dragoceno, kako to spremeniti. V numerologiji poznamo tudi mojstrska števila.
11, 22, 33 in tako naprej, zato toliko ponavljala, da je leto 2022 mojstrsko leto, leto 2019 je bilo tako eno izmed najbolj karmičnih let. Pomagajo nam pa ta mojstrska števila razumeti mi kot duša, v čemu smo mojster. Vsak je mojster sebe. Tisti, ki pa imate mojstrska števila, pa dobro veste, da življenje lahko zaniha zelo iz enega ekstrema v drugega in da zna biti zelo zahtevno. Pa tako imenitno je slišati, da imate mojstrsko število. Veste, kako se kregate z mano, da ko ste vi seštevali svoj rojstni datum, ste dobili 11 in zakaj jaz nimam napovedi za 11. Torej, numerologija pravi, da samo če je prvi seštevek 11, 22, 33 in tako naprej, govorimo o mojstrskem številu, sicer govorimo o delnem izračunu. Se pravi, razumljivo, če smo rojeni leta 1980, da po vsej verjetnosti je samo delni izračun oziroma delni seštevek mojstrsko število. Seveda pa je zadeva zelo drugačna, če pogledate zdaj za menoj, ko gledamo števila, ko gledamo število duše, ko imamo mogoče manj samoglasnikov, da pridemo do tega mojstrskega seštevka v prvem šusu. Torej, mojstrsko število, kadar je takoj prvi seštevek 11, 22 in tako naprej, sicer govorimo o delnem seštevku. Karmična števila, da pa še to povemo, pa so 13, 14, 16 in 19, se pravi, na te datume ni priporočljivo podpisovati pogodb, se odločati življenjsko pomembnih vprašanj. To so recimo zelo različni energiji, obe pa nam pomagata na poti našega življenja biti boljša oseba. In pravzaprav je to osnovni namen numerologije. Doseganje harmonije v vesolju. Kajti, ko smo mi v harmoniji, ko smo mi v svojem notranjem miru, ko vemo, kdo smo, ne glede na to, da mogoče nismo super, lahko da imamo ful karme za seboj, lahko da imamo še ful izzivov pred seboj. Ko smo v svojem miru in sprejemanju sebe, smo doprinos. Ko smo mi uravnovešeni, uravnovešamo tako energijo dajanja kot sprejemanja, tako duhovno kot materialno, tako žensko kot moško, tako črno kot belo, tako levo kot desno, pa za nami, kar so obdobja ekstremov, kaj ne, takrat smo doprinos. In takrat je tudi nam lažje. Se pravi, numerologija v osnovi je bila ustvarjena kot orodje, ki nam pomaga razumevati sebe, ki nam pomaga biti boljši človek, ki nam pomaga dosegati neke višje vibracije in posledično oddajati višje vibracije in tudi postavljati mejo in ne sprejemati nižjih vibracij. Vsako število ima svoje izzive, vsako število ima svoje blagoslove, vsako število, če je premočno, seveda ni tako zelo fajn, število, ki manjka, tudi ni tako zelo super. Torej, vse v bistvu gre za to, da se nečesa učimo, da morda smo se v tem življenju rodili zelo sramežljivi, pa smo kot duše lahko vseeno zelo močni. Lahko smo izrazito čustveni, to ne pomeni, da nismo močni. Veliko je različnih odstenkov istega števila, zato ko me vprašate, katero število je srečno, katero število je nesrečno, nimam odgovora. Vsako število pa je unikatno. In ko se pogovarjamo o osebnih številih, kot ste videli, vsako število nam da en pogled na nas. Ko pa pogledamo celotno kombinacijo vseh teh 5 osebnih števil, pa se lahko prikaže neharmonija. Takrat govorimo o osebi, ki po vsej verjetnosti v življenju kar nekajkrat doživi ekstremno nihanje. Se pravi, se življenje obrne na glavo takole, iz enega ekstrema v drugega. Govorimo o osebi, ki znajo biti včasih morda zelo ozko osredotočene, zelo sfokusirane in po drugi strani totalno odbluzijo. Odvisno, v katerem trenutku jih dobiš. Torej, ne glede na to, kaj konkretno je samo eno osebno število, celota prizma vseh 5 osebnih števil je tista, ki pa ustvarja celotno sliko. Torej, vsi tisti, ki pa mogoče na internetu najdete delne izračune, sploh ko govorimo denimo o izračuni imena za otrok. 2 Mojci si nista enaki, 2 Martina si nista enaka. Seveda je pomembno ujemanje tudi s priimkom, tudi z rojstnim datumom, in najpomembneje teh 5 osebnih števil, ki morda na prvi pogled se zdijo podobna, ni pa nujno, da so si harmonično usklajena. Zato, jaz upam, da nisem preveč zakomplicirala zdaj, je zelo pomembno pogledati tudi spremembo imena, ki se največkrat zgodi ob poroki. In moram reči, v zadnjih letih se je razvil trend tega, da oba prevzameta oba priimka, se pravi tako nevesta od ženina in tudi ženin od neveste, ali pa že kar nekaj primerov je bilo tudi, da sta si oba izbrala nek nov priimek. Torej, neka ta tradicija priimkov, družinskih priimkov, nekega
dedovanja, neke dediščine, nekega legacyja, se v Sloveniji vse bolj izgublja. Tudi bom rekla tisti stari, hočem reči starinski, ampak tradicionalni slovenska imena tudi. Vse bolj so moderna krajša imena, nenavadna imena in tu velja ena krajša usmeritev, dragi starši. Če sta ime in priimek kratka, to pomeni, da bo ta oseba imela več lekcij. Kajti, če govorimo o dolgem imenu in dolgem priimku, kot vidite za menoj, je več verjetnosti, da se bodo vsa števila v imenu in priimku pojavila. Tistega števila, ki ga v imenu in priimku nimamo, mogoče lahko kar zdajle preplonkate kar svoje ime in priimek ob rojstvu, to so naše življenjske lekcije. Tudi o tem smo že govorili v naših oddajah, torej znova vabljeni na moj YouTube kanal ali na mojo spletno stran, pa si preračunajte, pogledajte neke osnovne smernice, kaj so vaše lekcije v življenju, pa boste videli, da se boste prepoznali v določenih situacijah. Ko izbirate ime za otročka, če je priimek kratek, naj ne bo tudi ime kratko in obratno. Vse več je tudi pojavljanja srednjega imena v našem prostoru, vse več je tudi uporabe teh črk, ki jih sicer mi v naši abecedi nimamo. Kar je v bistvu edino pravilno, življenje se razvija, se spreminja in tudi mi z njim. In podobno se tudi te vede prilagajajo tem drugačnim situacijam. To je bila ena stvar, se pravi, ena ogromna zadeva, ki nam numerologija pomaga razumeti, smo mi, naši talenti, naše poslanstvo, naša karma, naše lekcije, naši izzivi, naši blagoslovi, kje se nam odpirajo priložnosti, kakšna bo naša zrela leta, odnosi z okolico, partnerski odnosi in tako naprej. Druga stvar pa so obdobja življenja. Znova ne govorim o prerokovanju, pa govorim o razlagi obdobij. Prej smo rekli 2019, je bilo zelo karmično leto. Pred začetkom tega leta sem jaz rekla, da se bo pokazal ego, da se bo pokazal pohlep, da se bo zdelo, da življenje ni več sveto. Pa vam povem, sem bila kljub temu, da sem vedela, v kako leto gremo, negativno presenečena, kako zelo je res ta pohlep pokazal zobe. Takrat, če se spomnite, se je požigal amazonski pragost za voljo govedoreje, medtem ko mislim, da vsi vemo, da so to pljuča sveta, tako da ne vem čisto dobro, kaj naj bi mi dihali, medtem ko bomo te krave jedli. Veliko je bilo požarov tudi v Sibiriji, ogromno stvari se je dogajalo in odvijalo, ki so kazale, kako zelo kot človeštvo se določenih stvari še nismo naučili. Leto 2022 je mojstrsko leto, pa bi si človek mislil, da best, super, zdaj bo pa vse šlo takole. Naročiš na Amazonu, pa ti pride na dom, ali pa mimo vrste. Pa tudi ni čisto tako. Mojstrska leta so intenzivna, so močna, ampak tudi zahtevna. Se pravi, če ste vi mojster sebe, če ste vi zrela oseba, kako se boste vedli, kako se boste soočili z najtežjimi izzivi, boste izvedeli samo tako, da se bodo pred vas postavili ti izzivi. Torej tudi leto 2022 ni bilo leto, v katerem bi se usedli, počivali in uživali. To bo pa leto 2023. Ali pa potem enkrat, ko nas ne bo več in bomo čičali na oblačku, igrali harfo in jaz pravim, dolg čas ne bo. Torej, obdobja v življenju nam pomagajo razumeti, kdaj je čas za nove začetke, nove napredke, kdaj so te spremembe, ki se nam obetajo, dobre, kdaj prinašajo napredek in kdaj nas postavljajo na pot k nam. Na začetku so neka števila življenjske poti nam razloži, kam nas bo življenje slej kot prej postavilo, tudi če se mi upiramo, tudi če se mi ne vidimo, kako zelo smo talentirani. Kadarkoli smo v obdobju leta 1, govorimo o točno takšnem času, ko nas življenje prime, pa nas toliko časa malo, bom rekla, dreza, da nas postavi v smeri, ki nam prinaša napredek. Razumevanje, v katerem letu smo, ali so spremembe del napredka, ali so spremembe del učenja, je še kako pomembno. Ali smo v času, ko naj bi srečali osebo, ki je lahko naš soulmate in nam prinaša neko globoko čustveno navezo, povezavo, izkušnjo, ali smo v obdobju, ko je bolj kot ne naklonjeno avanturam, torej osebe, ki bodo stopale v naše življenje, bodo bolj bežnega značaja, je zelo pomembno. Razumevanje, ali smo v času, ko se učimo naše lastne duhovne resnice, ko delamo na sebi in zato nam morda paše osama, je pomembno, kajti potem, če se bo kdo od nas oddaljil, tega ne bomo jemali in doživljali kot odmik, ne bomo doživljali kot žalitev. Ali smo v času, ko potrebujemo več bližine ali ne, je še kako zelo pomembno v partnerskih odnosih. Presenečeni bi bili, koliko izmed vas pride k meni in mi reče, do zdaj je bilo vse v redu, zdaj šlo pa vse k vragu. Kaj je narobe, sva si res tako nekompatibilna, to res ne bo nikoli boljš, zakaj je bilo pa še lansko leto bolje? Ali pa ne vem, to zadnje čase je tako. In ko gledamo pregled let, vam povem, dostikrat vam pade čeljust dol, ko jaz rečem, aha, tukaj se je začelo. Vam bom povedala, zakaj.
Marsikdaj gre za nekompatibilnost obdobij. Se pravi, če ena oseba potrebuje ful bližine, druga oseba pa ful odmika, seveda bo slej kot prej prihajalo do trenja. Seveda bosta obe osebi se počutili, kot da nista upoštevani, seveda se bosta obe osebi počutili, kot da potrebe, želje in to, kar so, niso zadovoljene. In seveda se bosta proti koncu leta obe osebi spraševali, aj to. Veliko se skriva v razlagi obdobij, veliko nam lahko tudi sama letnica pomaga pri razumevanju tega, zakaj se nekaj dogaja, predvsem pa pri tem, da vemo, da bo minilo. Ko govorimo o nekih naših karakteristikah, ki so zapisane v seštevku našega rojstnega datuma, takšni smo. Ko pa govorimo o obdobju, pa govorimo o času, ko smo lahko zelo sebi nasprotni. In to je bilo leto 2021, ko so se krepila nasprotja. Ko smo mi sami pri sebi prepoznavali neke stvari, ki so nam bile tuje, ko nas je marsikdo presenetil s svojim odzivom, ko smo si res nisem mislil, da je ta oseba taka. Torej, obdobja so zelo pomembna, v numerologiji ločimo več vrst obdobja. Eno so ta osebna leta, o katerih smo do zdaj govorili, se pravi, vsako leto ima svojo vibracijo, zaradi letnice, zaradi vpliva vašega osebnega numerološkega leta, zaradi vpliva vsakega meseca in ni vedno isto. Vi ste lahko v enki, ampak če ste v enki v mojstrskem letu, je to nekaj popolnoma drugačnega, kot če ste v enki v karmičnem letu ali v nekem navadnem letu. Torej, tudi ta kombinatorika je pomembna. Potem pa poznamo 3 večje življenjske cikle, kot bi naše življenje nekako razdelili na 3 poglavja. Tudi to izračunamo iz rojstnega datuma, vsako stopa v te cikle v drugačnem času in nekako v drugih energijah. In pa obdobje vrhuncev in izzivov. To pa so 4 obdobja v življenju, razlagajo pa nam, kje imamo največ možnosti v danem obdobju za uspeh, za napredek, za rast in kje ležijo največji izzivi. Torej, numerologija nas resnično lahko opremi z različnimi informacijami, z različnimi nasveti, z različnimi vpogledi vase. Vi pa ste tisti, ki postavljate vprašanja. Torej, jaz upam, da v življenju vedno stremimo k temu, da smo danes boljša oseba, kot smo bili včeraj. To, da pa poiščemo pomoč, da poiščemo neke usmeritve, pa ni nič slabega. Veste, kako zelo lažje je čez življenje iti, če razumemo, kaj je naša karma, kako iz nje vam prideti, kaj so naše lekcije, kaj je naše poslanstvo, kaj je naš namen, v čem uživamo in predvsem v kakšnem obdobju se nahajamo. Kajti, če nas življenje nekako postavi pred steno, smo mi lahko najbolj talentirani, se bomo takrat pred to steno ustavili. Kar ne pomeni, da so naši talenti se razblinili. Torej, dragi moji, upam, da je zdaj malo bolj razumljivo, kaj numerologija je in kaj numerologija ni. Vabljeni v mojo družbo znova naslednji teden, ko bom znova imela nekaj zelo zanimivega za vas pripravljenega.